Jo, to je zaključni video letošnjih študij Bananinega olupka. Na tem mestu bi vas rad povabil še na zaključek v živo, ki bo to nedeljo, se pravi 26. maja ob 5. v Drama kavarni. Gostil oziroma vodil bom pogovor, kakšna je dobra komedija, o tem se bom pogovarjal s Polono Juh, Gregorjem Modrom in Ditom Tauferjem. Lepo vabljeni, da se nam pridružite v Drama kavarni, torej to nedeljo ob 5. Pogovor pa bo tudi v živo predvajan prek spleta in sicer na YouTube kanalu SNG Drame Ljubljana. Link bom dal spodaj. Še ena mala najava, preden začnemo z intervjujem. Ne se sekirat, Q&A video oziroma ta video, v katerem odgovarjam na vaše vprašanja, pride ven v petek. Hvala za vsa vaše vprašanja, ki ste mi jih poslali. Napište še kakega, jaz pa bom do petka poskušal odgovoriti na čim več le teh. Zdaj pa uživajte v pogovoru z Jaro Ivanc. Ok, a imamo vse teče? Teče, vse teče. Vse teče, pantarej. Hudo, no? To je že noter. Torej, Jara, dobrodošla, lepo pozdravljena. Danes sem te povabil sem zato, da bi se pogovarjala predvsem o zgodbi in o vsem tem, kar je okrog nje, pod njo, nad njo in na vseh možnih drugih straneh. Se mi zdi, da je to en lep zaključek tega cikla pogovorov in veliko časa že tipamo oziroma skozi se dotikamo zgodbe, nikoli nismo pa zares zagrabili. In če kdo, se mi zdi, da si ti en dober sogovornik, ki se veliko časa ukvarja s krotenjem pa z ustvarjanjem zgodb. Za začetek me zanima, glede na to, da pravimo, da so zgodbe itak povsod okrog nas in da so prerasle gledališke okvire, filmske okvire in da tudi na nek način vsak človek neguje neko svojo zgodbo in ji sledi, takšno bolj mehko vprašanje za začetek, kakšna je tvoja zgodba? Vem, da si nekako sediš na presečišču klasične filologije, gledališča, dramaturgije, pisanja, lekture, prevajanja. Kako si se znašla tukaj, kjer si? V bistvu skozi zgodbe, ker sem se kot otrok noro zaljubila v antične bajke. Takrat smo imeli od Petiške, to je bila enega Čeha priredba, stare antične bajke ali kako. In ko smo tisti brali kot otroci, se mi je odprl svet, no, skratka. In potem, ko se je bilo treba odločiti na gimnaziji, kaj študirati, končala sem pa naravoslovno Bežigrajsko in to pomeni, da so odpadli vsi naravoslovni predmeti. Sem dobila seznam predavanj in potem je odpadlo vse, kar je bilo naravoslovno, na koncu ostali neki jeziki, neki družboslovne študije in sem rekla, angleščina, tole pa meni všeč, ne, to pa zelo romantično je bilo vse skupaj. No. In sem se vpisala na ta študij in krščini se mi zdelo, da paše še latinščina, pa sem se v osnovni šoli fakultativno privat učila 2 leti, ampak to bolj toliko, da sem znala roza sklanjati, pa še kaj sem se jih zapomnila. Sem vzela celostni študij, skratka starogrščino in latinščino, čeprav se je izkazalo na vpisu, da je bil pogoj znanje latinščine, ampak ker je naš oddelek totalno carski, ne, je predstojnik rekel, bomo že, ne. Govoriš o oddelku na Filofaksu zdaj? Govorim o oddelku na Filofaksu, oddelek za klasično filologijo. In tja sem se vpisala in tam sem pol tudi končala. Me je pa skozi zanimala dramatika. Najbrž malo tudi zato, ker sem iz gledališke družine, moja mama je režiserka, scenografka, moj oče je bil igralec, moj brat je režiser, moj stric je igralec, moja teta, skratka. Ni da ni in sem podzavestno verjetno ves čas razmišljala o gledališču. Ne. Pa vstop v gledališče ti je predvsem dramatika. Tukaj najbolj vstopaš v to? Ja. Torej dramatika ali pa dramaturgija, ne, ampak v resnici je to, če mene vprašaš, ista stvar. Kako povedati zgodbo? Samo da v dramatiki jo poveš z besedami, dramaturgija pa dela red v vseh elementih gledaliških, ne. Skratka, celostno. Okay. Ne samo na nivoju besedila. Če narediva en tak prerez vseh tvojih aktivnosti, oziroma vsega tega, kar počneš, kaj počneš predvsem? Kaj je tvoja glavna, bi rekla, dejavnost? Velikokrat to razmišljam, ker moram CV-je pisati, ne. Ampak mislim, da ena drugo zelo oplajajo in da se blazno naučim recimo iz prevajanja antične dramatike,
se ogromno naučim o dramaturgiji, pa o pisanju. Pri pisanju se pa veliko naučim o tem, kako tudi kaj prevesti. Skratka, kako bo neki v predstavi zvenel dobro. A si ti te vrste klasični filolog, ki zagovarja, v antiki so že vse pogruntali in vse nastavili, mi moramo zdaj samo to poštudirati za nazaj, ali kje si v odnosu? Ja, zdaj sem v tej fazi, ki mislim, da ja. Mislim, konec koncev, teorija pravljic pozna določeno število pravljičnih motivov. V dramatiki obstaja določeno število zapletov. Ne vem, kjer Benji poje, so vse pesmi že napisane. In mislim, da je to res, pogruntali niso seveda čisto vsega. Ampak so se pa ukvarjali s temeljnimi vprašanji, kaj to pomeni biti človek. Ne. In mislim, da se moramo mi danes zdaj spet s tem ukvarjati. Ampak moramo pa odstraniti vse te anahronistične elemente, recimo grška družba je bila izrazito seksistična, pa šovinistična, mizogina. Če to odmislimo in najdemo samo to, se ne ukvarjamo s tem, kakšna je bila ženska v grški tragediji, pa koliko je imela besede ali pa ne, ali pa sužnji, ampak se ukvarjamo s tem, kaj bi človek, kar je v antični tragediji zmer pomenil plemenit moški. Ja. Ampak če to lahko prevedemo v sodoben jezik, ne, mislim, da je to. Ja. Pred kratkim je bila v Štihovi dvorani premiera predstave Repsodiseja. Lahko tako rečeš, ja, nisem pa nikoli tako slišala. Kako pa bi rekla? Rapsodiseja. Jaz sem pa rekel, Rapsodiseja, ja, okej. Rapsod pa Odiseja, ne? Okay, pa Rapsodija Odiseja. Okay. Recimo. Ampak tam je všeč Repsodiseja. Sam nista nič repala. Ne, nista, ampak priznam, da sem to pričakoval. Kar sem hotel reči je, da tukaj noter je bilo prav zanimivo to, ti si avtorica besedila, ali ne? Ja. In tu dramaturginja? Ne, bila pa sem na 2 vajah, pa na koncu sem eno celo noč pisala dramaturško razčlembo. Ok, hudo. No, v tej predstavi mi je bilo ful zanimivo, kako ni šlo samo za to, da se uprizori en glavni del Odiseja ali pa da se obnovi Odiseja, ampak da se vzpostavi eno novo stališče do tega, o čemer govori Odiseja, oziroma to, kar je skozi prevevali čez celo predstavo, vojne so groza. Ne? In tukaj je mogoče ta zanimiv twist, o katerem tudi zdaj govoriš, da se postavi neka še naša perspektiva čez vse to, kar se je dogajalo, oziroma o čemer govori antika, ne? Ja, recimo, če je Odiseja zgodba o tem, kako je hybris, to je napuh, vedno kaznovan, in tudi grške tragedije v glavnem govorijo o tem. Hybris je pa takrat pomenil v bistvu nespoštovanje bogov, nekoga, ki hoče preseči bogove. In antika je polna takih zgodb, raznih velikanov, ki so lezali na Olimp, pa jih je pol Zevs kaznoval, ali pa preklal na pol, ali pa posameznikov, ki so hoteli več. Ne. Zdaj pa kako to prevesti v ta ateističen svet, ne? Če danes ti rečeš, ne spoštujem bogov, bojo vsi rekli, saj jaz tudi ne, bogov itak ni, ali kakorkoli, načeloma ljudje niti nimajo izdelanega stališča do tega, kaj je ta bog, v kjer ga ne verjamejo, pa v kaj sploh verjamejo. Ne. Tako da sem to poenostavila v tem smislu neizmernosti človeške, žretja, pohlepa, vojne. Pa sej v bistvu o tem govorijo vse mitologije, se mi zdi. Ne. Je pa res, da v antiki, sploh pri grških tragedijah in Aristofanovih komedijah je zanimiv, ker ni čisto jasno, danes jih beremo, ali pa v romantiki so jih brali kot pozive, pacifistične pozive k miru, zato ker je večina nastala v času peloponeških vojn. Ampak danes je jasno, da v antiki pacifizma, kot ga poznamo danes, ni bilo. Ne. Šlo je samo za to, da noben ni hotel, da se njemu vojna dogaja, ampak vojna je bila normalno stanje. Tako, ker noben ni hotel sam postati suženj, ampak
Sužnji so bili pa normalno stanje in so bili nujni. Skratka, mislim, da je treba do teh stvari zavzeti odnos, ne? Kar zahteva malo premisleka. No. Ja. Deva iti še bolj preprosto za pozni začetek tega pogovora. Kaj sploh zgodba je? Najprej bi rekla, da je zgodba kontekst, a ne, znotraj katerih nanizamo neka dejstva. Dejstva so lahko ali en dogodek, ali kako je nekdo ta dogodek doživel, ali kako je nekdo o tem dogodku povedal. Skratka, dejstva in kontekst osmišlja potem ta dejstva in jih splete skupaj v eno zgodbo. Oziroma jih združi tako, da se združijo v eno zgodbo in povejo še nekaj več kot tisto, kar povejo čist sama gola dejstva. Drugače pa, recimo v terminologiji, zgodba pride iz zgoditi se. Ne? To se pravi nekaj, kar se zgodi, dogodek je zgodba. Isto etimologijo ima beseda zgodovina, ne? Dogodek, kar se zgodi. In podobno je recimo z grško besedo historija, ki pomeni zgodbe, historijo pomeni, ali pa pripoved, historijo pomeni pripovedujem in iz tega imaš angleško history, pa tele naše narečne štorije. Ne? To se pravi, in gre za to, da je, to je pa v grščini ta mythos, o katerem piše tudi Aristotel, ali pa fabula, če uporabimo latinsko ime, ali pa plot v angleščini, je snov, ki jo pripoved obdeluje in hkrati, kako so dejstva nanizana, da to snov obdelajo. Torej, kako in kaj. To je zgodba. Ok, kaj pa zdaj človek, ki sedi pred praznim listom in želi zgodbo ustvariti ali pa jo potrebuje, želi, da se mu zgodi, ne? Kako se pa tega lotiš? Mukoma. Okay. Nisem še napisala ničesar, česar ne bi imela naročen. Ne? A res? Ja, nisem te sorte avtor, ki nosi v sebi na tisoče zgodb, ki bi jih rad povedal. Jaz verjamem, da se da vsako zgodbo, ki že je, povedati tako, da bo govorila ene velike pa pomembne stvari. Ne? Ampak naročeno pomeni tudi, da pridem do tega, pa ti rečem, želim predstavo ali pa zgodbo o točno tem in tem in tem. Ali pa obdelavo tega motiva. Aha, ok, se pravi, vseeno lahko več svobode znotraj, ne? Ja. Recimo, ne vem, lahko je tudi naročilo, želim velika čustva, želim musical, ki bo nosil vse to je tudi zelo veliko. Skratka, zmeri, ko se pogovarjamo o zgodbi z naročnikom, se pogovarjamo tudi o načinu, kaj bo, kakšna forma bo. Ne? Recimo pri Rapsodiseji sva se z Ivano že vnaprej dogovorili, da bo to ena mešanca pripovedi, igranja, petja, pa da bosta dva, pa katera dva bosta. Vse to sem vedela, ko sem začela pisati. Ne? Kako pa potem iz teh sestavin, ki si jih zdaj naštela, dobiš predstavo, se pravi, ali pa dramsko besedilo? Kaj se zgodi vmes? Najprej moram vedeti, kaj bi rada povedala. Super. S to zgodbo. Sprav, kaj me zanima. Ne? Zgodba ima veliko motivov, ponavadi veliko se da razviti. Ne? Včasih jo postavim včas prej, včas kasneje, kako jo posodobiti, pa tudi odvisno je od tega, je za otroke, je za mlade, je za odrasle. Ali grem lahko v komedijo ali ne. Ne? Potem kreiram like, to je še vse v glavi, pa tako neki zapiski. Pol s temi liki improviziram, da vidim, kaj govorijo, pa od začetka govorijo v glavnem zelo veliko, pa malo povejo, ampak počasi se izkristalizira, kaj je za to zgodbo, ki bi jo jaz rada povedala, zanimiv od tega, kar oni v teh
nekih improvizacijah govorijo. In pol začnem pa počasi pisati, da se res oglasijo, skratka na papirju. Ne. Potem je treba pa zelo premisliti. Pol je pa to, mislim, zame je pisanje, jaz pač pišem take stvari, zelo matematično dejanje. Kdaj kaj povedati, kjermu liku to dati v usta, da bo čim več, ne, dramatika je zelo zgoščena. Recimo ti, ko bereš knjigo, se udobno namestiš, pa se uležeš, pa pol jo lahko zapreš, pa malo premisliš, pa prespiš. Ko greš pa v gledališče, pa sediš tam na tistih stolih in že telesno si omejen, ne moreš enak udobno tega početi 4. uro, kot si lahko 1. uro. Sploh, če nisi naspan ali pa si imel težek dan v službi, jaz ne vem. Ne. Zato mislim, da tle zelo pazim na gledalca, da ga v tem smislu ne mučem. Nočem ga odvračati, ne. Nočem reči, da na koncu reče, vse je bilo dobro, samo lahko bi malo skrajšali. Ampak da reče, ko je bilo pa to še. In to pomeni, da je treba pač zgostiti motive, čustva, namene in informacije, ki jih ti daš publiki, da bojo to zgodbo počasi s tabo spletali. In to pomeni, ves čas se sprehajati naprej, pa nazaj, pa naprej, pa nazaj, pa popravljati. V glavnem, po mojem, jaz napišem za ene 5 dram. Za končno eno, oziroma za tisto... Ja, mislim, koliko vse raznih dialogov vržem stran. Ampak to se mi zdi pomembno, da se ne oklepaš ničesar. Ne. Najbolj zanimivo mi je to, kar si rekla čisto na začetku. Ne? Se pravi, da najprej moraš vedeti, kaj bi rada povedala. To je, mogoče se na to sploh velikrat pozabi, ko se govori o kakih takih, recimo, tehničnih stvareh ali pa o tem, kako nekaj narediti. Pa se mi zdi to tudi najbolj bistveno. Se pravi, da če ne vem, zakaj sploh vse to začenjam plesti, v bistvu ne bom daleč prišel, verjetno. Ne? Ja, zelo jasno moraš vedeti, kaj hočeš povedati. Sej potem se mi zgodi, da v eni fazi tudi sama niti ne vem točno. Ne? Malo si predstavljam, kaj, pa ni pa to konkretno, da bi znala v enem stavku povedati. Ne? In potem pišem ti dialoge, ampak sej to je duhovitost na duhovitost, recimo, pa čistim, ampak globine pa nobene zadnje ni, ne? Na kamer ne gre. Tako, pač mi da se pogovarjava, pa što se stresava. Recimo, zdaj se z eno zelo komplicirano zgodbo ukvarjam, ampak vidim, da je bil ves ta začeten input nekih razmišljanj, pa želja, kaj bi hotela, se zdaj počasi tako useda in sestavlja in sam gledam. Se pravi, bolj te stvar pelje naprej, oziroma je prevzela vajeti. Ja, ampak ko jaz pri sebi ene vozle razrešim, ne, potem se zapelje prav. Kaj pa narediš, če ne veš, kaj bi rada povedala, čisto na začetku? Ja, takrat pač pišem nekaj v 3 dni. Aha, okej. Ene dialoge, ja. Ampak to, kaj bi rada povedala, ne vem, a bi govorila o... Tako me zanimajo zelo osnovne ali pa zelo človeške stvari, to se pravi odnosi, ne, boljši svet, to bi rada povedala. Ne. Aha, super, skratka, vedno podobne reči. Ja, vedno podobne reči, vedno podobne reči, ampak ko se pa utelesijo v različnih likih pa situacijah. Ne. Kje je ta stvar možna, kje je ta stvar tudi veščina? V katerih ozirih se ti zdi, da lahko ti to pri sebi tako razvijaš ali pa krepiš in s čim, pa kje se ti zdi, da je to enostavno nekaj, kar imaš, se pravi neka veselje do pripovedovanja ali pa talent za zgodbo kot tako? Ja, zdaj sem se zadnje čase razmišljala o tem, pa sem se spomnila, kako sem kot otrok, živeli smo v hiši, kjer je v zgornjem nadstropju živela moja teta. In čez zimo je k njej prišla tudi živeti babica moja in smo skupaj gledali Dinastijo, ne tisto nadaljevanko. To je bila ena prvih teh nanizank, ki smo jih pri nas sploh lahko gledali. Kompliciran odnosi, tudi začetek teh soap oper. In kadar
teta ni utegnila kakšnega dela pogledati, je mene prosila, da ji pove. Mene in sestrično. In se je zmeraj jezila na sestrično, da kako zna Jera to dobro povedati. In vem, da sem že takrat razmišljala, da ji moram povedati, tako da bom čim manj časa zapravila, pa da bom te ključne poudarke dala. Na to sem se zdaj spomnila in mislim, da počnem to isto. Ne? Kako povedati to zgodbo? Skratka, odkrila sem, da sem to že imela nekoč, mislim pa, da to brusam prav s tem, ker se toliko ukvarjam z antično dramatiko. No. Kaj pa je v tem antičnem bazenu tistega, kar recimo je za današnje gledališče ali pa tako za današnje ustvarjalce res dobro? Moja predstava, pa sem totalen, recimo, nepoznavalec, je, da je tam en ogromen bazen, točno tako, kot si rekla, vseh nekih možnih zgodbovnih struktur, pa različnih pristopov, pa to, in da zdaj nekdo, ki je vešč o tem, pa ful stvari pozna, se lahko znotraj tega manevrira in v bistvu ogromno enih stvari pobere ven ali pa dobi navdih znotraj tega neskončnega bazena. A je ta predstava kaj utemeljena ali ne? Ja, meni se to zdaj dogaja, no, skozi prevajanje sem namreč ves čas, največja muka mi je bila, kako to starogrško formo, ne, ki je pač omejena, neke konvencije gledališke so veljale in takrat jih je publika sprejela. Danes pa to deluje zelo anahrono, recimo zbor. Ne. Iz zbora se je tragedija v resnici začela. Najprej je bil to zbor, ki se je pogovarjal z vodjo zbora, potem pa zraven vodje zbora prišel še en lik, pa sta se onadva pogovarjala, ne tako počas pol do Euripida pa do nove komedije, kjer v novi komediji zbora sploh ni več. In zbor je bil takrat nekaj samoumevnega. Danes imajo pa vse uprizoritve antičnih, recimo, tragedij, težave s tem zborom. Ne? Kako prepričljivo narediti, da tam, kar ena gruča ljudi nekaj poje ali nekaj unisono govori. Ne? Ali zdaj to privzameš kot eno staro konvencijo ali pa skušaš te konvencije na novo smisliti. Ne? In to recimo mene v gledališkem smislu, ne toliko narativnem, ampak prav v gledališkem smislu zanima, kako te konvencije na novo obrniti ali pa jih drugače razumeti. Ker to so bili začetki gledališča. Tako kot danes recimo otroka pelješ v gledališče in ko gre prvič, se uči konvencij tega, da pride v eno dvorano, pa da je tiho, pa da tam meni nekaj, vsega ga učiš, ne? Se mi zdi, da danes jih je pa treba preizpraševati. Ja, in kaj lahko naredimo s tem zborom? Mislim, kaj je, a si videla kako zanimivo rešitev ali pa kaj, kar je, se ti je zdelo presenetljivo? Mislim, da so večinoma vse uprizoritve izhajale iz napačnega konca. Mislim, da je treba pri zboru sploh začeti, ne, razmišljati. Najprej to, kako rešiti zbor. To ljudstvo, ki je komentator, ki je drugi gledalec, recimo, ne, ali pa javnost. Kaj s tem narediti? Ne? To je pomemben element. In dejstvo je, da je v antični tragediji so zbor pel, to je bilo ogromnega petja. Ne? Danes v prizoritvah samo tako kakšne delčke pojejo, pa velike sčrtanj, pa razni liki med sabo govorijo. Ne? Tako da zdaj pišem en musical in izhajam prav iz zbora. Ne? V musiclu je seveda bolj normalno, da pojejo, ampak še zmeraj je to privzeta konvencija. Ti prideš v gledališče, pa moraš kar verjeti, da oni zdaj pojejo. Ne? Zdaj, zakaj bojo peli, kako pojejo? To so pa muke. Kako to narediti zase prepričljivo? No? V bistvu imam jaz težave s tem, da sebi ne verjamem in ko sebe prepričam, s čemerkoli, ali z zgodbo, ali s formo, pol se mi zdi, da bo okej. S tem imam največje. Vse, ni to tudi igralska ista zagata, če sebi ne verjamem. Nisem še igrala, ne vem. Ne sem, no, ampak si nisem verjela. Zdaj mi je prišlo to na pamet, nisem mislil te tega vprašati, sam se mi zdi, da predobro, da ne bi. A spremljaš Game of Thrones? Ja. Ok, no, kje smo tle, kje je ta epska razsežnost cele te zgodbe, ne? A je tukaj neka navezava na antične?
Mislim, na vso to mitologijo. Recimo, če Aristotel pravi, da v tragediji nastopajo plemenitaši, v Game of Thrones imaš to. In odnose, in kako se odločam med sabo ali med skupnostjo, ali se odločam iz pohlepa ali iz dobrote. Vse to. To je velika zgodba. Ne? Ja, hkrati spremljam zgodbo celega sveta, ampak v resnici spremljam pa zgodbo nekaj družin in v resnici spremljam zgodbo še manj nekih parih ljudi, ki so si med sabo pač tako in tako. Ja, in ti boji za oblast. Vse je zelo tako, je anahronistično, ne. Je ločen, kaj je, recimo, če pogledava skozi teorijo spolov, ne, kaj je žensko, kaj je moško. Precej. Ampak se mi zdi tako, zelo rada gledam. In tudi zelo študiram, dobro, zdaj v teh zadnjih delih ne bi, ampak kako čist kratek dialog, 3 replike, pa kaj vse jaz zvem iz tega prizorčka. Ne? V kakšnem čustvenem stanju je junak, kaj je povedal za razumevanje predzgodbe, pa kaj se pol sestav kasneje, pa se spomnim, da je to rekel, pa so to lahko 3 zelo kratke replike. Ne? To se mi zdi mojstrsko. Pa recimo, ko smo na akademiji brali Odisejo ali pa kakšne grške stvari, smo vedno imeli ful težave s tem, da tukaj je ogromno ene zgodbe, ki mi sploh ne poznamo. Ne? Jaz ne vem, kdo je ta človek, jaz ne vem, kdo je ta, zakaj govori zdaj o tem. Ampak pri Game of Thrones je isto. Jaz, ko gledam, moram včasih celih dne na Google poiskati, kva je že s tem tipom, ampak me zanima, ne, mi ni, pa je podobna stvar, mislim. Ja, drugače je prikazana, ne, tle imaš ti papir, pa heksameter, pa je zelo star jezik, recimo, če govoriva o Odiseji, ne. Te mora res nekaj zagrabiti, da sediš, pa to bereš, ne. Ampak je blazno dobro napisano. Ja, super, da si rekla, v zadnjih delih ne bova, ker snemava danes namreč na dan, ko pride zvečer ven zadnji del, če se ne motim. Ne? Točno, ja, zadnji del. Jaz sem malo razočaran nad celim tem razpletom, ki so ga zdaj naredili, ampak nimamo Mogoče bomo pa tako presenečeni, da bomo nared padli. Ja. Ker je tako slabo se zdaj to razpletel, da... Ja, oziroma so pač tako hitro končali, kada se jim zdaj mudi končati, kar se jim, no, ampak to je težava velikrat, a ne? Pri tem, ko ti napleteš eno kompleksno zgodbo in jo zelo dolgo napletaš in potem seveda vzbudiš tudi velika pričakovanja pri gledalcu. Zelo težko je to zaključiti tako, da je to, da je gledalec zadovoljen, ne? Da ni to, veš, tako, ko bomba pada, ampak da je kabum. Ja. Lahko je pa kabum. Mogoče bo pa to zdaj, ne vem. No, jaz sem imel občutek, da je tle bolj tako ful dolg ta pisk, pa en ogromen bum, pa zdaj spet malo. Tako, ta bum je še bil, čisto smo ga. Ampak pustva zdaj Game of Thrones primeru, ker moramo počakati na jutrišnjo epizodo. Zdaj pa, ker so to študije bananjega olupka, ne? In ker je bananin olupek, to me kdaj kdo vpraša, zakaj je naslov te serije študije bananjega olupka? Zato, ker je bananin olupek ena ta arhetipska podoba, oziroma bananin olupek na tleh je ena arhetipska podoba komedije, no? Me zanima, kaj pa antika, kaj se je v antiki dogajalo s komedijo in kaj se zgodbo dogaja v komediji. Moj občutek je, da komedija bolj izrazito potrebuje zgodbo, tudi v nekem gledališkem smislu danes, da veliko težje obstaja brez zgodbe, čeprav stand-up na nek način je zdaj to malo zanemaril, ne? Ja, saj zato temu ne moš reči komedija, stand-upu. Aha. To je serija štosov, ne? Mislim pa, ampak nima zgodbe in ne gradi ene zgodbe, ampak ima veliko mečkenih, ne, ali pa tako malo večjih, ampak ne pove pa ene, ne. Kaj je že bilo? Kaj se je dogajalo, najprej me zanima, kaj se je dogajalo recimo v antiki s komedijo? Ni bilo še banane. Ok, pa res. Ja, tako da ne.
arhetipsko težko uporabiš v tem kontekstu. Ja, okay. Hecam se. To so te filološke šale, oziroma, okay, dobro. To je Gombač. Po Rapsodiji se je rekel, tam sem videl eno žensko, čisto resna je bila. Sem rekel, tale je sigurno klasična filologinja, ki na not pa umira. Ampak ja, v antiki komedija. Aristofan, ne, to je najbolj znana stara komedija. On je vse gradil na zgodbi, ampak te njegove zgodbe so blazno fantastične. Ne. To je nekaj, česar si človek takrat ne bi predstavljal, da se lahko zgodi. Pa da ne rečem tega, da ženske zavzamejo skupščino, ker se danes zdi to zelo verjetno, takrat je bilo to povsem neverjetno. Ne. Ali pa da štrajkajo tako, da ne seksajo s svojimi možmi, pa jih izsiljujejo. Ampak to recimo, da letijo na hroščih ali pa... Kaj? Ja, ali pa ptiči, recimo ta najbolj pri srcu, tam se dva odločita, da imata dovolj tega sveta ljudi in teh bogov in iščeta eno deželo in se odločita, da bosta ptičem predlagala, ne zgradijo eno mesto, deželo in jo ptiči res zgradijo in prestregajo pol te daritve žgalne, ki grejo do bogov in bogovi so čisto sestradani in pol pošljajo Irido pogledati, kaj se dogaja in ob tem ptičem mestu ljudje in ptice ji povejo, da zdaj so oni prevzeli oblast in ona objoka nateče nazaj. Irida je drugače Mavrica, tudi kot poslanka Zevsova. In pol pride delegacija bogov in tam Herakles se požre, ampak na koncu pol en od teh ljudi poroči z Zevsovo hčerko in tako. Skratka, Noro. Čiste blazne zgodbe. In to je Aristof, vse so take, no. Bolj ali manj divje, ali pa Žabek Dionis ugotovi, da ni več nobene pametne dramatike, pa gre v podzemlje iskat ali Aeschila ali pa Euripida, ne. Kje lahko to najdem? To je prevedeno v knjižnici. Ok, super. Ja. No, tako, ker sem se ustrašil, da je to dostopno samo nekje na Filofaksu, ker nisem zares še nikoli prišel v stik s tem. Je. Ok, super. Je pa res, da je not velik in to je pa tudi ena zelo pomembna stvar stare tragedije, da je bil blazno konkreten, norčeval se je iz vseh povrst, ne, iz politikov, iz filozofov, iz umetnikov, zelo konkretno. Ampak ker je zadnji napletel eno pomembno veliko zgodbo, to ni izpadalo tako nekaj puhlega, kakor je danes satira. Ker mislim, da imamo danes ta problem, da se ukvarjamo brez da bi eno veliko zgodbo ali pa mogoče fantastično zgodbo, ki komediji bolj pripade, ker se lahko res čisto vse zgodi, ne. Pripišemo, da se ukvarjamo z nekimi malenkostmi. In potem se zdi to tako taka efemerna neko zafrkavanje. Mislim, da je to v resnici satira, da ti zelo zapičeš, ampak na ozadju ene zgodbe. Potem se pa zgodi, da te velike zgodbe umanjkajo, pa se ukvarjamo z posamezniki, odnosi ljubezenskimi. To je nova komedija, grška in pol tudi Plavt, kjer so pa ti zelo značilni motivi, ki jih pol kasneje svetovne, mislim, vsa komedija uporablja, zapleti, zamenjave, preoblačenje, ljubezenske spletke, ampak je pa za razliko od Aristofana je pa tukaj, se mi zdi ta težava, da je razplet vedno precej predvidljiv, ne? In mislim, da je pol težava, kako zdaj to razplest, da boš gledalca še zmeraj presenetil, ne da on ve, kaj se bo zgodilo, pa pač čaka. A pri Aristofanu ni tega, da je nek ta happy razplet, vsi so na koncu, ta se poroči s pravim, ta gre Ni, tako... ne, ker se sploh ne poročajo, ne gre za te stvari, gre za tam tudi hočejo spremeniti svet, no, nekateri, ne, recimo zgraditi utopijo, ali pa pri oblakih pa bi se pa rad tam en posameznik samo znebil dolgov in bi se rad naučil močnejši govor, ne, tam se pa norčuje sofistov in potem pošlje svojega sina k Sokratu, Sokrat pa tam v eni košari lebdi med oblaki in zelo globoko razmišlja o tem, od kod komarjevi zvoki, da to je v resnici prdec, pa take stvari.
To je res ful zanimivo. Jaz se bojim, da če se jaz usedem za to isto knjigo, da to ne bo tako zanimivo. Se pravi, spet ta... Veš kaj, to je pa manjko mislim, da klasično humanistične izobrazbe, ne? Ja. Čisto zelo splošne. Nekaj zato, ker je bila latinščina izgnana v bivši državi iz kurikulov, malo pa tudi zato, ker se je zdaj zelo slabo piše, pa ker ni vpletena v cel sistem. Ne? Mislim, da je antika ta zgodba, ki bi lahko povezala izobraževalni sistem. A ne? Ker, veš, zgodbe so danes povsod, kjer gre za mobilizacijo enih množic, imaš zgodbe, ali so to reklame, ali je to politika, a ne, skratka neko ideologijo, samo iz izobraževanja pa te zgodbe zginjajo. Tudi otroci ne preberejo več cele knjige, ampak sam še tako delčki berili. Mislim, to že od nekdaj beremo tako po delčkih. Ja, to ni nič, ne. A veš, ti se moraš tudi naučiti, kako eno celo zgodbo prebrati od začetka do konca. Ne. In mislim, da je to, ker ta splošna izobrazba zelo pada, ne? Pred tem, ker mislimo, da itak lahko vse najdemo na internetu, pa v resnici nič več ne vemo. Ne? Ja, zdaj, ko suvereno žališ, da nimam splošne izobrazbe. Ne žalim, hočem reči, da je to... Ampak ne, se strinjam. Mislim, nisi nič drugačen, kot smo vsi, ker nam v šoli niso nič pametnega zares povedali, tako da bi ostali. Jaz se tudi spomnim, nas so ves čas so nas učili, to je pa v navezavi z antiko, ampak mi smo že zdavni pozabili, ko smo se v prvem letniku učili, kaj je v antični literaturi, kaj to sploh pomeni. Romantika v navezavi z antiko, razsvetljenstvo, ne. Pa tudi, recimo, moj zadržek, če grem brati kakšne antične drame ali pa komedije, je tudi, da včasih čutim neko okornost prevoda ali pa ne znam... Ne, mogoče je samo ta konvencija dramska je tudi bila ena konvencija, kaj je danes zelo toga. Razumem, okej. Zelo veliko razlagajo, v glavnem govorijo, ker je to bila oralna kultura. V bistvu je beseda gonila vse. Spravi, tako, kot če bi se pogovarjal z enim starim človekom, ki ti nekaj ful zanimivega govori, pač mu moraš pustiti, da bo povedal vse, kar hoče in slišati tisto, kar je res zanimivo. In se usesti in uživati. Daj povej mi zdaj že, kar se mi mudi. In to mislim, da je tudi zelo pomemben, pa nas lahko stari časi ali pa antika naučijo, da si je treba za stvari pač vzeti čas. The best. Mislim, da sva končala. Čutim, da je tukaj ta zaključek, ker res hotel sem te vprašati, pa si v bistvu sama povedala o nekih teh, recimo, zunanjih pobegih zgodbe v oglaševanje, v propagando, ker res je cela evolucija oglaševanja iz tega, da so bile neke senzacije, šla zdaj samo še v zgodbo, ne? Ampak ta zgodba pa niti ni, recimo, če pogledaš reklame, to ni zares zgodba, kaj se pa zgodi, ne? Zgodil se bo sam, če boš ti tisto kupil, a veš? Ali pa mislim celo v oglaševalske kampanje širše, da se vse se oblikuje v eno zgodbo, ne, v zgodbo nečesa in tako. In super, na to nisem rekel z namenom mobilizacije, aktivacije, ne. In se mi zdi, da to, kar si zdaj na koncu govorila, je v bistvu zaključek, recimo, tega najnega pogovora, je mobilizacija ljudi, pač pejte zdaj prebrati nekaj iz antike, ali pa vsaj jaz bom pač jutri šel in nekaj pobrskal, ker me to res, ker si mi dala misliti, pa ker si me tako malo navdušila za nekaj. Pa tudi rada bi pa razbremenila, ne, veš, imaš lahko odnos, ne, mi imamo, mislim, da tudi čisto napačen še zmeri vtis, da je antika nekaj tako veličastnega in beli stebri, ki se pnejo visoko nebo in mi smo tam majhni, ki nič ne vemo. Ni res, prvič je bilo vse pobarvan, ne, rdeč, rumen, moder, zlat, kar češ, ne. Drugič pa nihče nikoli ni rekel, da je to edino sveto in prav. Itak je vsa filozofija in vsa umetnost evropska do 20. stoletja izhaja iz dialoga z antiko, ne? Ali oponašanja, ali skušanja preseči, ali karkoli. The best. Ful ti hvala. Hvala te. A tako naredim? Ti? Ja, ko v svojih posnetkih zmer. Da dol, aha. Boš nekaj objavil. Tle od spodaj bo pa link do tega dogodka.
in še kaj o Jeri. Da vest. Dober. Ful, hvala, res. Hvala tebi.